Mogoče kdaj in kje živeli so ljudje, ki ni bilo jih strah pokazati roke v rokah. Mogoče kje in kdaj obstajal take kraj, kjer je živel nekdo, ki bi mu mar bilo. Nekdo, ki bi zbral pogum, ki bi znal poljubiti z besedami in res hudo bi to počel in bi mi pustil, da vase bi ga vzela in ljubila bi. Ki bi me ujel, ki bi me ogrel in me pjano bi objel, ko vrnem se domov in mi dovolil, da pojem v postelji sredi noči. Nekoč, morda, nekje, nekdo, če je kje usoda, naj udari, naj pokaže smer. Sreča je povsoda, je daleč, ko hodiš naokrog. Če je kje usoda, naj udari, naj pokaže smer. Sreča je povsod, a je daleč, ko hodiš naokrog. Mogoče kje in kdaj ti priznam, da imam zate pol srca, da bi ti rada dala ga. Če bi zbral pogum, če bi znal poljubiti z besedami, kot 100-krat prej si to počel in bi mi pustil pri tisti, ki je vzela, a ljubila ni. Nekoč, morda, nekje s teboj, če je kje usoda, naj udari, naj pokaže smer. Sreča je povsoda, je daleč, ko hodiš naokrog. Če je kje usoda, naj udari, naj pokaže smer. Sreča je povsod, a je daleč, ko hodiš naokrog. Če je kje usoda, naj udari, naj pokaže smer. Sreča je povsoda, je daleč, ko hodiš naokrog. Če je kje usoda, naj udari, naj pokaže smer. Sreča je povsod, a je daleč, ko hodiš naokrog. Jeseni življenja, zdaj, ko so me izdale noge in sem že preplaval vse valove razburkanega morja, sem videl žvik in mogočen, raven hrast. Ležal je pod mladimi drevesi, ker ga je podrl vihar. Ugotovil sem, da ima trhle korenine. Spomnil sem se, da moram pohiteti, da po svojih možnostih in sposobnostih opišem svoj rojstni kraj. Staro mestece Krško in ljudi, ki so tu živeli, se ljubili, trpeli, se veselili, umrli in brez sledu izginili v teminah časa. Poznal sem ljudi, ki so se rodili še pred polovico prejšnjega stoletja. Z njimi sem se pogovarjal in povedali so mi mnogo stvari, veselih in žalostnih, kako je v starih časih živelo Krško in Krčani. Ti sam ti, boš ti imaš lahko svet. Ti sam ti, prž
Sam ti, nobeden drug. Zmešaš me lahko zlo in zafilaš mi srce z ljubeznijo. Samo ti me lejko spremeniš, samo ti me lejko gor zbidiš, da se tekneš me z roko, čutim, zacumprala si me, še vse ne prava si, ti, samo ti. Wow, samo ti me lahko spremeniš, super si, usodna se mi zdiš, kadar primeš me, poštekam te, začarala si me in pol sanjam te, ti sam ti. Samo ti lejko poboljša svet, samo ti lejko žvižgaš po svet, samo ti pa nišče več, zmešaš mi glavo in zdaj sanjam te, ti, samo ti.
Pozno je že, to pismo končujem, počasi odpravim se spat. Že zdavnaj zaspal je, slika mi doma, v solzah naš internat. Spoštovane krajanke, spoštovani krajani, cenjeni prejemniki priznanj Krajevne skupnosti mesta Krško. Dovolite mi, da vam najprej izrečem voščilo v vašem krajevnem prazniku. Letošnje leto je leto jubilejev. Praznujemo 80-letnico upora proti okupatorju, 75-letnico vrnitve izgnancev na svoje domove, 30-letnico osamosvojitve Slovenije. Krajevna skupnost mesta Krško pa obeležuje tudi, lahko rečem, še 2 jubileja, to je 50 let postavitve spominskega parka pri osnovni šoli Jurija Dalmatina, ki je posvečen prvim krškim žrtvam. Potem 40 let od tega, da se je odločila, da bo praznovala svoj krajevni praznik, seveda na pobudo in pa na željo borcev, da na primeren način obeležijo prve krške žrtve. Vesel sem, da nam je uspelo skupaj s krajevno skupnostjo in pa z borčevsko organizacijo obnoviti tudi spominsko obeležje na Rorah, kjer so bili prvi krški borci zajeti in dan kasneje tudi ustreljeni na Dobravi pri Brežicah. Bratje Kaplan, bratje Preskar, bratranci Kastelic, Grabner, Jernejc in Uranikova so nedvomno ljudje, ki so svojo mladost žrtvovali za tiste pravične ideale, predvsem za svobodo lastnega naroda. Nekateri pravijo, da še niso bili organizirana skupina in da jih ne moremo uvrščati med prve borce v Sloveniji, vendar mislim, da so svojo mladostjo in neko neizrečljivo željo, da se uprejo okupatorju, lahko nam vsem vzor. Tako kot so nam lahko vzor tudi tisti, ki so se odločili, da kasneje na pravi strani rečem, kajti partizani so le bili tisti, ki so se uprli okupatorju in seveda sodelovali s silami, zavezniškimi silami, prispevali k temu, da se je nacifašizem lahko tudi uničil. Narodovalna politika Nemcev, torej nacistov, je zajela tudi naše območje, zato je bilo iz našega območja izseljeno kar veliko družin. Naslednja trpka preizkušnja, ki so jo preživeli, so bile seveda tudi vsi neenakopravni boji, ki so jih vodili na tem našem območju. Vemo, da imamo na območju naše krajevne skupnosti oziroma vaše krajevne skupnosti in na območju naše občine preko 70 spominskih obeležij in spomenikov. Veliko jih je posvečenih različnim dogodkom, nekateri kar kličejo po temu, da se iz tistih dogodkov naučimo nekega tovarištva, solidarnosti in humanosti. Veliko je pa tudi tistih, ki pričajo o grozodejstvih takratnega okupatorja. Pripričan sem, da tudi tiste žrtve, ki ležijo marsikje v neznanih grobovih, bi lahko nemoteno rekli, da bi vedno še lahko uporabili Kajuhov vers, veš, mama, lepo je živeti. Toda, za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. Ti ljudje so žrtvovali svoje življenje in mislim, da moramo to spoštovati in to tudi negovati na takšen način, kot to počne tudi krajevna skupnost mesta Krško. Vsem prejemnikom priznanja še enkrat iskrene čestitke tudi za vaš vložek v delu krajevne skupnosti, ki se lahko pohvali v letošnjem letu tudi z velikimi rezultati. Spoštovane krajanke in spoštovani krajani. Pred tednom dni, 7. junija, smo obeležili dan izgnancev. Dan posvečen ljudem, ki jih v času največjega grozot našega človeštva prizadel okupator, ko je slovenski narod kot etnično enoto nameraval uničiti. Izseljevanje se je pričelo z izobraženimi in narodno zavednimi Slovenci ter njihovimi družinami in nadaljevalo v oktobru 1941, ko so izselili večji del Krškega in okolice in jih iz taborišča za izgon v Reichenburgu izgnali na Hrvaško, Bosno, Srbijo in tudi Nemčijo. Sredi februarja 1942 je v Krškem in na Vidmu ostalo le še 262 družin
z 829 člani, v naše domove pa so naselili kočevske Nemce. Leta 1945, po zmagi nad okupatorjem, smo se vrnili na svoje domove. Nekateri so potovali tudi več mesecev. Doma nas je čakala izropana hiša, polja pa so samevala brez pridelkov. Drug drugemu smo pomagali, si uredili svoj dom in spomini na čas zaživeli novo življenje. Na čas vrnitve izgnancev se spominjamo tudi o prazniku krajevne skupnosti mesta Krško, na čas, ki nas zbližuje in povezuje, na čas opomina, na čas in dogodke, ki se naj nikoli ne ponovijo. V imenu krajevne organizacije Krško, Društva izgnancev Slovenije, vam čestitam ob prazniku krajevne skupnosti mesta Krško in želim veliko zdravja, predvsem pa spoštovanja in povezovanja. Nabasal sem nahrbtnik živili, vzel s seboj še ene škornje in 5 kg cina za lotanje. Naročil sem domačim, naj ne jočejo, da ne bo sumljivo. Takrat je štela Jožica 3 leta in pol, Ivanček pa je imel komaj 4 mesece. Sam sem le težko zadrževal solze, saj sem mislil, da mojih dragih ne bom videl nikdar več. Iz garaže sem vzel kolo in se odpeljal z njim. Pri vogalu šole sem se ustavil. Še enkrat sem se ozrl na svojo rojstno hišo, čebernjak v sadnem vrtu in na našo žviko. V vetru so se takrat majale veje starih hrastov nad skalnatimi krši, kot da mi mahajo v zadnji pozdrav. Prsih me je stisnilo in brž sem pognal kolo.
odhajaš, skrivaj pustim svoj pogled na tvojem čelu. Svet brez tebe je tako dolgočasen in nočem ga gledati. Ko odhajaš, skrivaj zarinem svoje roke pod tvojo obleko. Svet brez tebe je grozno hladen in nočem ga prijemati. Ko odhajaš, skrivaj preselim svoje srce v tvoje prsi. Svet brez tebe je tako brezdušen in nočem ga čutiti. Ko odhajaš, skrivaj upihnem svoj zrak v tvoja pljuča, svet brez tebe je tako zadušljiv in nočem ga dihati. Ko odhajaš, jaz potiho poniknem v tvojem telesu. Svet je brez tebe surovo resničen in nočem, da sem. Spoštovane krajanke in spoštovani krajani. Krajevna skupnost mesta Krško ob prazniku vsako leto objavi razpis za podelitev priznanj, ki jih podeli podjetjem, zavodom, organizacijam, društvom, skupinam ljudi in posameznikov iz krajevne skupnosti za izjemno in uspešno delo, ki ima izreden pomen pri uresničevanju napredka, ekonomsko-gospodarskega, družbenega ter kulturnega razvoja naše krajevne skupnosti ter širši pomen. V krajevni skupnosti mesta Krško vemo in smo ponosni, da že od nekdaj prebivajo v naši kraji dobri ljudje, ki so ustvarjali in zapustili ustvarjalni duh, pomemben za razvoj kraja. Naj si bodo ti zapisani v zgodovino v preteklih obdobjih ali mlajši, vsi so oblikovali kraj za novi rod, za novo zgodovino. Komisija je prejela več predlogov za podelitev priznanj s plaketo in priznanja z denarno nagrado. Prepoznali smo, da v kraju prebivajo ljudje, ki svojim delom resnično posegajo v razvoj našega mesta, prebivalcem pa omogočajo kvaliteto življenja. Med prispelimi predlogi smo izbrali 3 predloge za priznanja, 2 predloga za priznanje s plaketo in 1 priznanje z denarno nagrado. Vse nagrade je Svet krajevne skupnosti mesta Krško potrdil na svoji redni seji 28. maja. Letošnji nagrajenci so se pridružili nagrajencem krajevne skupnosti mesta Krško, ki nagrajuje vse od leta 1981, ko smo praznik praznovali prvič. Med te sodita tudi častna člana krajana našega mesta, akademski slikar Jože Cjuha in gospodarstvenik ter dolgoletni predsednik krajevne skupnosti mesta Krško, gospod Jože Habinc. Kot preteklo leto in v danih razmerah sva tudi letos nagrajence obiskala skupaj s predsednico sveta in se jim zahvalila za njihovo delo, v upanju, da bodo s svojim delom še naprej gradili naše mesto. V imenu Komisije za priznanja in odlikovanja se še enkrat zahvalim in iskreno čestitam nagrajencem, dragim krajankam in krajanom, pa čestitam ob našem prazniku krajevne skupnosti mesta Krško. Goran Rovan je osnovno šolo končal v Krškem, gimnazijo v Brežicah, študij novinarstva pa v Ljubljani. Prvo zaposlitev je opravil v podjetju Pionir v službi za obveščanje ter oddelku za tržne komunikacije. Od leta 1985 je zaposlen na nacionalni televiziji RTV Slovenija kot dopisnik za Posavje, kjer s svojimi prispevki širno Slovenijo obvešča o kulturnih, športnih, političnih in gospodarskih dogodkih. Je avtor številnih člankov, ki jih je pisal za časopise Naš glas, Srž, Posavski obzornik in Dolenjski list. Goran Rovan je eden izmed ustanoviteljev Teniškega kluba Krško in soustanovitelj Krškega kanala 10. Literarno ustvarja v klubu Beno Zupančič, ki letos praznuje 40 let delovanja. Poznamo ga tudi kot ljubiteljskega fotografa in člana Društva ljubiteljev fotografije Krško. Svojo ljubezen do fotografije je prenesel tudi na sina Nika. Tekom let je sodeloval na mnogih fotografskih razstavah in pripravil več samostojnih razstav, med katerimi lahko omenimo razstavo Dekleta, dekleta, ki sta jo leta 1986 ustvarila skupaj s Stojanom Šobom in njeno nadaljevanje v letu 2000 Dekleta, dekleta 2. Skozi leta smo si lahko ogledali tudi razstave Posnetki z balona,
Kostak, Kozjanci, Pihalni orkester Krško 60 let, Krško v 70. in 80. letih, ter med zadnjimi Šelmarija in Pozdrav z Ravnega Loga. Letos pa se je pridružil k sooblikovanju praznika Krajevne skupnosti mesta Krško in pod okriljem Društva ljubiteljev fotografije predstavlja samostojno razstavo z naslovom Portreti Jožeta Habinca, ki je na ogled v Valvazorjevi knjižnici Krško. Za dolgoletno in uspešno delo na področju kulturne ustvarjalnosti in novinarstva je Goran Rovan, prejemnik priznanja Krajevne skupnosti mesta Krško. Barbara Smolej-Fritz je obiskovala osnovno šolo v Krškem. Po končani srednji glasbeni šoli in študiju psihologije v Ljubljani se je vrnila domov. Svojo poklicno pot je začela na osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja v Krškem kot psihologinja in učiteljica glasbe, obenem pa več kot 20 let poučevala violino na glasbeni šoli Krško. Tekom let je sodelovala ali bila del kolektiva na Centru za socialno delo v Krškem, Varstveno-delovnem centru Leskovec pri Krškem, na Srednji ekonomski šoli v Brežicah in na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Vseskozi je svoje izkušnje in znanje z področja psihologije in glasbe delila z drugimi, hkrati pa se zavzemala za vključevanje otrok in odraslih oseb s posebnimi potrebami v družbo ter vedno iskala in ustvarjala nove možnosti njihovega povezovanja z glasbo. Psihologijo in glasbo združuje tako v poklicnem kot tudi v prostem času. Skupaj s sodelavci in vodstvom glasbene šole Krško je vzpostavila program za učence s posebnimi potrebami in se zavzemala za sistemsko ureditev glasbenega izobraževanja na tem področju. Poleg poučevanja v programu je skrbela za strokovno sodelovanje s tujimi in domačimi institucijami in posamezniki, s katerimi so se povezovali in razvijali delo v programu. Svoje znanje in izkušnje je več let prenašala učiteljem glasbenih šol po Sloveniji. Od začetka sodeluje pri organizaciji prireditve Pisan kot metulj, ki poteka ob svetovnem dnevu Downovega sindroma. Je ena od ustanovnih članov Društva za cerebralno paralizo Sonček Posavje in avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov z področja psihologije glasbe in recenzij učbenikov. Od same ustanovitve pred 29 leti je članica Simfoničnega orkestra glasbene šole Krško, 10 let je bila tudi njegova koncertmojstrica. Vsa leta aktivno sodeluje v upravnem odboru in pri organizaciji različnih dogodkov orkestra. Za svoje delo na področju ljubiteljske kulture je prejela bronasto in srebrno Prešernovo plaketo. Za dolgoletno in uspešno delo na področju pedagoške in kulturne dejavnosti je Barbara Smolej-Fritz prejemnica priznanja Krajevne skupnosti mesta Krško. Dejan Učakar je svojo glasbeno pot začel kot klarinetist pod mentorstvom profesorja Janeza Ceglarja pri pihalnem orkestru DKD Svoboda Senovo, s katerim se je kot prvi klarinetist udeleževal številnih tekmovanj doma in v tujini. Na predlog profesorja Draga Gradiška je leta 1996 pričel z igranjem fagota na glasbeni šoli Krško pod mentorstvom profesorja Antona Žarna, nadaljeval z izobraževanjem na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani pri profesorju Milanu Švaganu in kasneje na Akademiji za glasbo v Ljubljani pod mentorstvom profesorja Božidarja Tumpeja. Je član pihalnega orkestra Krško, pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo in simfoničnega orkestra glasbene šole Krško. Kot skladatelj in aranžer je širšemu občinstvu predstavil mnogo avtorskih skladb kot vrsto priredb za orkestralne in komorne zasedbe. Je avtor fanfar občine Krško, skladba Bojevniki se uspešno izvajala v Braziliji. Tempus es Jocundum je novomeški simfonični orkester premierno predstavil v Trstu.
Leta 2013 je napisal glasbo za izvirno glasbeno-scensko delo Kurent po literarni predlogi Matjaža Pikala. Njeni deli so bili v letu 2019 uporabljeni tudi v celovečernem dokumentarnem filmu Dušana Moravca 1000 ur bridkosti za 1 uro veselja, ki je nastal v produkciji RTV Slovenija. Za delo na kulturnem področju je prejel bronasto in srebrno Prešernovo plaketo. Leta 2019 je prejel priznanje občine Krško za uspehe na domačih in tujih glasbenih odrih. Leta 2016 in 2019 je bil član komisij za fagot na regijskem in državnem tekmovanju Temzik. Leta 2019 pa je bil povabljen v komisijo državnega tekmovanja mladih glasbenikov v Beogradu. Kot profesor fagota je zaposlen na glasbeni šoli Krško, glasbeni šoli Marjana Kozine Novo mesto, glasbeni šoli Celje in umetniški gimnaziji Celje. Na glasbeni šoli Krško, poleg poučevanja fagota, vodi tudi šolski pihalni orkester, pihalni trio in je mentor in pomočnik umetniškega vodje simfoničnega orkestra glasbene šole Krško. Na mnogih domačih in mednarodnih tekmovanjih je kot mentor vodil tako soliste kot komorne skupine in z njimi dosegel vidne uspehe. Za dolgoletno in uspešno delo na področju kulturne dejavnosti je Dejan Učakar, prejemnik priznanja Krajevne skupnosti mesta Krško.
Kamnoseštvo Jakša, granitika, proizvodnja in storitve, izdeluje kamnite izdelke na področju celotne Slovenije, predvsem pa Dolenjske in Posavja, že več kot 30 let in je eno najstarejših delujočih slovenskih kamnoseških podjetij, katerega družinska tradicija obdelave naravnega kamna sega v leto 1917, ko je Vitkin stari oče preselil podjetje iz Pijavškega. Za njimi je podjetje prevzela Vitkina mama Minka in ga vodila vse do poroke z Ivanom Metelkom, ki je podjetje razvijal naprej. Po njegovi smrti je podjetje prevzela Vitka Metelko. Svoje znanje iz kamnoseštva je izpopolnila na ljubljanski kamnoseški šoli in tako postala prva kamnosekinja na tem koncu Slovenije. Po poroki z Marjanom Jakšo sta podjetje razvijala in dopolnjevala njegov program. Ljubezen do kamna sta prenesla tudi na sina Sebastjana, ki je podjetje vodil do leta 2017, in hčerko Vesno, ki je danes generalna direktorica podjetja s sedežem v Krškem in poslovno enoto v Kopru. Svojim naročnikom nudijo različne izdelke iz naravnega kamna, kot so stopnice, police, tlaki, kuhinjski in kopalniški pulti, balkonske obrobe, nagrobniki in druge izdelke. Poleg izredne kvalitete izdelave in unikatne idejne zasnove, njihove izdelke krasi visok čut za estetiko. Aktivno delujejo pri razvoju obrtne zbornice in sodelujejo z drugimi podjetji. V Krškem so svojo prisotnostjo in idejami med drugim pomagali pri oblikovanju gaja zaslužnih občank in občanov v mestnem parku Krško, park Josipine Hočevar, stopnišče Mestnega muzeja Krško in notranjosti objektov SL Engineering ter Kostak Krško. Za dolgoletno in uspešno delo na področju kamnoseštva prejme Kamnoseštvo Jakša, granitika in proizvodnja in storitve d.o.o. in v njegovem imenu Vitka in Marjan Jakša priznanje s plaketo Krajevne skupnosti mesta Krško. Edvin Forznarič se je rodil na Vogrskem pri Gorici. Kmetovanje oziroma sadjarstvo in vinogradništvo mu je bilo položeno že v zibelko, saj je imel njegov oče Alojz dokončano kmetijsko šolo v Italijanski Gorici. Zaradi političnih razmer se je leta 1938 družina preselila v Zagreb, kjer je Alojz prevzel vodenje posestva Millerjev Breg, leta 1940 pa na Loke pri Leskovcu, kjer je vzel zemljo v najem in na njej postavil prvi nasad breskev v takratni Jugoslaviji. Edvin je že v mladih letih pomagal očetu in od njega pridobil prvo znanje in izkušnje. Leta 1954 se je družina preselila na Reso in iz opuščene kmetije naredila nasad breskev in vinograd. Tu so se uveljavili kot trgovci s prodajo breskev, cepljenjem dreves in vzgojo novih sadik v lastni drevesnici. Oče Alojz, ki se je ukvarjal s cepljenjem in poizkusi križanjem vrst, je iz sort Halberta in Pistoa vzgojil novo sorto, ki jo je poimenoval Slovenija. Ta je bila priznana v takratne sortne komisije, zanjo pa je prejel tudi nagrado sklada Borisa Kidriča. Z leti je kmetija posodabljala kmetijsko mehanizacijo, ki je nadomestila vedno manj razpoložljivo delovno silo. Prodaja doma je upadala, zato so vozili svoje izdelke na drug trg. To nalogo je prevzel prav Edvin, ki je vse bolj prevzemal sadjarsko tradicijo svojega očeta. Za svoje delo v vinogradništvu pa je prejel tudi nagrado. Zaradi manjšega trga z breskvami so krčili nasad, zasadili pa so jabolka. Kmetijsko gospodarstvo trenutno zajema hektar jabolk, 0,75 hektarja breskov in hektar in pol vinograda, ter je v pridelavi sadja imetnik certifikata izbrana kakovost Slovenije. Za potrebe skladiščenja so postavili tudi manjšo hladilnico, s katero si pomagajo tržiti z jabolki vse do pomladi. Družina Forznarič je za svoje delo na področju sadjarstva prejela več nagrad. Oče Alojz je med drugim prejemnik najvišjega priznanja v Sloveniji na tem področju, medalje Franca Pirca. Edvin kljub letom in neugodnim razmeram na trgu sadjarstva in vinogradništva še vedno vztraja. Znanje in ljubezen do sadja pa je prenesel na hčerko Edvino, ki nadaljuje njegovo uspešno pot.
Za dolgoletno in uspešno delo na področju sadjarske dejavnosti prejme Edvin Forznarič priznanje s plaketo Krajevne skupnosti mesta Krško. Skavtski stek Krško 1 v letu 2021 obeležuje 15. leto delovanja in šteje 106 članov, starih med 8 in 45 let. Njihov cilj je vzgajati mlade v odgovorne, sočutne in zdrave državljane. V 4 starostnih skupinah se učijo preživetja v naravi, delovanja v skupnosti in življenja v katoliški veri. Posebno pozornost pa namenjajo osebni rasti vsakega člana. Med letom izvedejo več nekajdnevnih projektov, njihova redna srečanja pa potekajo vsaj 2-krat mesečno. Poleg praktičnega dela, gibanja in zabave v naravi v program redno vključujejo duhovno rast in aktivno delovanje v družbi. Vsem je dobro znan plamen luči miru iz Betlehema, ki je postal nepogrešljiv del prazničnega decembra v mestu in okoliških vaseh. Tudi v preteklem decembru so navkljub neugodnim zdravstvenim razmeram v Krško prinesli mir in z video vsebino ter priložnostnim zborom razveselili mnoge ustanove, podjetja in domačine.
Ob dnevu zemlje tradicionalno čistijo naše mesto in z veseljem sodelujejo pri dobrodelnih akcijah. V poletnih mesecih organizirajo nepozaben tabor v naravi za otroke in mlade. Odzivi udeležencev in njihovih staršev so vselej pozitivni in spodbudni, kar dokazuje tudi povečano zanimanje mladih zadnjih nekaj let, zaradi česar so bili primorani odpreti čakalno vrsto za včlanitev. V letu 2012 so pripravili pester program za regijsko srečanje skavtskih stegov in ga zelo uspešno izvedli. Leta 2016 se je starejša skupina popotnikov in popotnic udeležila izobraževanj za zdravje mladih. Načrtovali in izvedli so delavnico o spolnosti, ki jo je obiskala tudi nacionalna radiotelevizija Slovenija. Voditelji, ki prostovoljno in z veliko ljubezni skrbno pripravijo vsebino, pridobivajo znanje na družabnih srečanjih in dodatnih usposabljanjih. Prizadevajo si odgovoriti na potrebe mladih ter jim nuditi zdravo, varno in prijetno okolje za kakovostno preživljanje prostega časa. Izkušnje in spomini, ki jih člani pridobijo v skavtstvu, so neprecenljivi in jih nosijo v srcu vse življenje. Voditeljem pa znanje, veščine in izkušnje pomagajo pri njihovi poklicni poti, zaradi katerih jih mnogi zaposlovalci prepoznajo kot prednostne. Enkrat skavt, vedno skavt. Za dolgoletno in uspešno delo z mladimi na področju telesnega, duševnega, duhovnega in družbenega razvoja prejme Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov, podružnica Steg Krško 1, priznanje z denarno nagrado Krajevne skupnosti mesta Krško. Spoštovane in spoštovani krajani in krajanke Krajevne skupnosti mesta Krško, vaš praznik obeležujete v spomin na prve krške žrtve in na vrnitev izgnancev na koncu druge svetovne vojne. Prav je, da se ti prazniki obeležujejo oziroma ti dogodki, kajti na ta način se ohranja spomin na te težke dogodke. Želim vam vse najboljše, veliko uspehu v vašem prazniku. Vsem, ki so pa tokrat nagrajenci ob krajevnem prazniku, pa želim veliko uspeha in predvsem velika hvala za vaše prispevke, ki ste jih dali kraju in mestu Krško. Spoštovane in spoštovani, kot preteklo leto tudi letošnjo proslavo prazniku Krajevne skupnosti mesta Krško obeležujemo virtualno. Čeprav vam tudi letos v imenu članov sveta Krajevne skupnosti čestitamo le preko televizijskih zaslonov ali spleta, naj bosta čestitka in letošnji praznik navkljub neugodnim zdravstvenim razmeram, ki so globoko posegle v naša življenja, toliko bolj slajša in da smo vam v proslavo vsaj za nekaj minut odgnali skrbi. Letošnji praznik je za našo krajevno skupnost še posebej svečan. Letos obeležujemo 40 let od prve proslave, ki se je odvila v Starem Krškem. Že takrat so v našem glasu zapisali, da je proslava posvečena padlim krškim borcem. Prvi krški borci so padli pod streli okupatorja pred natanko 80 leti. Njihove vrednote, ki jih ohranja njihova zveza, pa so danes še toliko bolj pomembne. Po 10 letih organiziranja proslav so v 90 letih proslavo posvetili še vrnitvi izgnancev. Tudi njihova zgodba sega v leto 1941, ko so prve večje skupine izgnali iz njihovih domov, Staro Krško pa je postalo le še spomin na nekoč živahno mesto. Zato smo v letošnjem jubilejnem letu obeležitve našega praznika izredno veseli, da vam lahko skupaj z Zavodom Nevedunom, Posavskim obzornikom, Valvazorjevo knjižnico Krško in občino Krško predstavimo knjigo, v kateri spoznamo naše mesto Krško iz oči Ivana Strleta, starega Krčana. V knjigi, ki je prvič išla v samozaložbi leta 1980, avtor opisuje življenje pred, med in po drugi svetovni vojni. In ne opisuje le mesta, temveč tudi njegove meščane in meščanke. Naj vas ob tej priložnosti vljudno povabim, da se udeležite predstavitve knjige, ki bo v sredo 16. junija ob 19. uri v parku pred Valvazorjevo knjižnico.
Spomnili pa smo se tudi na Jožeta Habinca, dolgoletnega predsednika naše krajevne skupnosti in častnega krajana mesta Krško, ter skupaj z občino Krško odkrili spominsko obeležje v gaju zaslužnih občank in občanov v mestnem parku Krško in za izdelavo biografskega dokumentarnega filma z naslovom Jože Habinc s srcem za Krško, ki si lahko ogledate tudi na naši spletni strani krajevne skupnosti in pa tudi na televiziji e-Posavje in vaš kanal. Ob letošnjem prazniku smo se odločili, da ga posvetimo tako borcem, vrnitvi izgnancev in vam, dragi meščankam in dragi meščanom. V krajevni skupnosti mesta Krško smo povezali 15 organizacij in preko 40 posameznikov, ki so pomagali oblikovati ta praznik z 8 prireditvami, današnjo proslavo in zgodbami, ki jih pišemo mi, ki tu živimo. In tudi letos smo s priznanji nagradili tiste meščane in meščanke, ki so svojim delom prispevali k uresničevanju napredka in družbenega razvoja v krajevni skupnosti mesta Krško in širšem našem okolju. Živi.